Odnosi so zakon. Dober dan in dobrodošli v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes gostim svetnika Tadeja Vindiša. Tadej, živijo, lepo pozdravljen. Dober dan, zdravo. Dober dan, živijo. Pa če si že svetnik, dejva skupaj zmolita, ne tako kot je pri nas v navadi v teh naših oddajah, pa se bo potem posvetila najni temi, najnemu pogovoru. Ne? V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Vsemogočni Bog, hvala ti za dobrega prijatelja Tadeja. Hvala ti za to, da se je odločil v 10 dneh postati svetnik, pa zdaj vidi, da mu to traja več let. Hvala ti za to, da vsem nam traja, da nam daš čas, ko lahko počasi postajamo vedno bolj sveti, ko lahko hodimo za teboj in da nas na tej poti ne zapustiš, ampak nas redno spremljaš z močjo svojega Svetega Duha. Posveti tudi te trenutke te oddaje in nam daj, da bova midva povedala prave stvari in da bodo naši in najni poslušalci slišali tisto, kar morajo slišati. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Tadej, midva sva res prijatelja in se bova tako pač pogovarjala po prijateljsko, ne? Ampak jaz se v živo spomnim, kdaj sem jaz tebe prvič videl in kakšno izjemno strahospoštovanje sem čutil do tebe. Ja, res. Po mojem je bilo to nekje leta okoli 2003, ko ste imeli, mislim, da skupaj s Sašotom in Robijem neko zadevo na Teološki fakulteti v Ljubljani. Ja. A se spomniš? Ja, mi smo bili takrat mulci, ne? V bistvu sta Saša in Robi imela en velik dogodek, oni so praznovali že takrat eno obletnico, ne vem, ali 10. že ali nekaj takega. Aha. In mi smo bili kot frišni na sceni povabljeni, ker je menda eno leto pred tem se je začelo to to dogajanje z duhovno-ritmično oziroma sodobno krščansko glasbo. Takrat je bil prvi festival Ritem srca, takrat še niti imena ni imel, pa smo začeli potem en festival v Račah in tako naprej. In takrat smo se začeli glasbeniki med seboj malo povezovati in so nas ti, ki so že bili uveljavljeni in že imeli neke izkušnje, tudi že neke stvari posnete, so nas potem malo zraven potegnili na svoje dogodke in smo bili seveda zelo veseli, ne? Tako da mi nismo bili takrat nobene zvezde ali karkoli, mi smo čisto tako uleteli zraven. Spomnim se, da so se takrat po koncertu že pogovarjali, ampak da sem imel prav tremo pristopiti k tebi, no? Ja. Ker ste me pa res že takrat v bistvu svojo muziko pa z načinom, pa v bistvu tudi za kvaliteto, čistko kvaliteto muzike in tvojega konkretno vokala, ste me že takrat nagovorili. Pa se spomnim, da sem bil neki v teh mladinskih političnih vodah, pa sem živel v Utvarah, da bomo to muziko pripeljali v Krško po tistih poteh, a ne? Pa pol ni šlo, ni šlo skozi, bila sva ene dvakrat še po telefonu, so se slišala. Potem pa praviš, kje so se naslednjič zares videla, je bilo pa že kakšno leto pa pol kasneje, ali pa dve. To je bilo pa takoj po najini poroki z Dominiko, smo pa šla kar hitro potem na temeljni seminar od družine in življenja. In tam, mislim, nisem pričakoval, da se bomo tam srečali, ampak vidva s Sašo sta takrat prišla tudi tisto večer, ko je bila tista romantična večerja, pa Maša pa te stvari, ne, Saša je menda pela, ne. Na tistih prvih seminarjih, ja, smo bili. Tako, ja. Trio Consiterja. In takrat smo se pa potem tisto večer zopet srečali, no. Potem pa se mi zdi, da vedno pogosteje, ne. Ja. Res so spletla eno tako prav prijateljsko vez, pa pol kasneje tudi družinsko, pa preko svetopisenskega maratona, ne, smo imeli, velika stvar je bil koncert na Prešercu takrat, ne, leta mislim, da 2009, pa tako. Ampak dejva, da ne bomo zdaj kot dva stara čičota tle najne spomine iz davne preteklosti obujala. Vendarle, pejva v to, kar bi rada sporočala. In ti, mislim, dejstvo je, da sva se začutila kot brata na duhovni ravni, no, in da kot narekovaj človeka, ki imata res rada Jezusa. In daj ti malo razloži, kako se je ta zgodba z duhovnostjo, z Jezusom, z enim osebnim odnosom z Jezusom zate začela v resnici. Ja, najprej bi se samo navezal še na to, kar si zdaj omenil, no, začutiti se kot brata, ne. Se mi zdi, da je res ena taka dragocena stvar med nami,
da niti ne rabimo vedeti vseh svojih podrobnosti, svoje zgodovine, ali pa kak ti vsak dan zjutraj vstaneš, pa kaj vse narediš, kaj si oblečeš, ali karkoli, veš, ali pa tvoje rodbine nazaj, ali karkoli, ne. Ampak se res na tej ravni, ne, na ravni vere se res začutimo kot bratje in smo včasih tudi, če se nismo dost dolgo slišali ali pa videli, ne, se nismo čutili toliko daleč, ne. Ja. In je to res ena taka fascinantna stvar, ne, in je dragoceno, no. Ja, ena stvar je glede tega, tudi res ni namen, da bomo zdaj neke lovorike kazali, kaj je bilo vse v zgodovini, kje smo se srečali in kaj smo organizirali, ne, ampak res je bistveno to, da skozi vse to, kar se je dogajalo, no, da vidimo in da povemo, kaj je Bog delal skozi vse te dogodke in že pred tem, ne, ker če ne bi bilo enega bistvenega božjega posega v moje življenje, in posledično tudi mojega odgovora, potem se mi da ne bi imela danes kaj pogovarjati, ne. Točno tako. In zanimivo pač eno, recimo, če povem čisto od začetka, na kratko, izhajam načeloma iz krščanske družine, ampak kasneje, ko sem o tem premišljeval nazaj, sem se dostikrat spraševal, a smo mi bili krščanska familija, ki smo zgolj hodili v cerkev, ali smo hodili za Jezusom, ne. In ne bi zdaj tega razpredal tukaj. Kakšna razlika to je, a ne? Ja, bomo videli skozi tvojo zgodbo v resnici. Ne, to rad izpostavim tudi zaradi tega, ker se mi zdi, da je to vprašanje za vsakega od nas, ne, ker dost katoličanov nas je v tej situaciji, da je družina že tradicionalno v krščanstvu, ne, hodi v cerkev. Zdaj sicer v tem obdobju epidemije se stvari bistveno spreminjajo, ne, ker je situacija drugačna. Ampak se mi zdi, da je bilo par ključnih trenutkov, ki so me pa potem zaznamovali oziroma so zahtevali tudi mojo odločitev, mojo osebno odločitev, ne. In recimo, če začnem pri mojem gimnazijskem obdobju, ne, je bilo zelo turbulentno. Jaz sem sicer bil, nasplošno sem bil priden fant, ne, nisem bil nek razbojnik mali in tak dalje, ne, dobro sem se učil, in tako naprej, ne, tako da mislim, da starši bistvenih problemov z mano niso imeli do tistega gimnazijskega obdobja. Kar se tiče mojega učenja in pridnosti v šoli, se tam nič ni spremenilo. Je pa res, da sem bil že dolgo navdušenec nad muziko in v tem obdobju sem se navdušil nad eno zelo posebno muziko, in sicer metal, ne. Okay. In to ni metal glasba, ki jo vi slišite recimo na nekem rock radio ali pa v neki oddaji na kateremkoli radio, ne. Ampak tudi ne samo Metallica ali pa kaj podobnega. Ne, to so pač stvari, ki se tudi na radiju vrtijo, ne. Mi smo šli dejansko v te ekstreme, ki jih ni na radiju, ki ni več petja, samo kričanje. In problematično ni postajalo samo to, problematično je postajalo predvsem vsebina, ne, ker je bila vsebina zelo protikrščanska, ne samo to, celo dostikrat satanistična, ne. A pa si ti to takrat vedel? Jaz sem takrat to dobro vedel, ja. Aha, okay. In me je tudi žrlo to v meni, ne, ker jaz se nisem s tem načeloma strinjal, ja, ampak tista muzika me pa toliko močno privlačila, meni je kar v drobovju mi je kar migalo vse, veš, mislim, tako močno fizično me je privlačila, ko da sem dal tisto muziko na glas, taka, res je zelo emocionalna, ne. In pa ta najstniški bes ti omogoča izražati, ne? Tako, ja. In mi smo dejansko tudi imeli takrat en band, imeli smo dolge lase, čist črno oblečeni, v usnje, potem kitare, veš, kitar smo imeli ono črno špičasto, tako, ne. In to smo seveda tiste najhujše efekte in žgali, koliko je šlo, ne, v eni garaži, tam poleg cerkve, pazi to. Tik poleg cerkve, ja. Igrati si pa začel že kot otrok v glasbeni šoli, ali kje te je v bistvu, da si se sploh naučil igrati? To pa je v bistvu eno tako, bi rekel, ljubiteljsko veselje od mojih staršev, tudi ko sta bila mlada, so že imeli en band, taki tu vaški, torej oče je igral kitaro in me je prve akorde on naučil, no. Si podedoval talent dobesedno? Recimo, ja, tako je, in potem gradil od tam dalje, ne. Tako da zelo preprosto, v glasbeni šoli sem se zelo slabo obnesel, tudi kar sem nekaj tako čist malo poskušal, tako da jaz nimam dobene glasbene izobrazbe, glede tega sem zelo bogi, ne, in mi je po eni strani žal, no, ampak taka je pač moja pot, evo.
Po drugi strani si pa mogoče malo bolj svoboden v tem izrazu, ne? Ker vemo, da Verjetno. profesionalni glasbeniki pa res večkrat so nekako odlični v tem svojem delu, a ne? Ampak pač, ko pride pa kaj prostora ali pa časa, ne bo vadim. Okay. Jaz imam pa na drugi strani primanjkljaje. Ne? Tako, ja. Skratka, mi smo imeli takrat tudi ta band in v bistvu pri nas niso bila problematična, satanistična besedila, ker toliko pa sem bil pameten, ne? Mislim, nisem v to šel noter. Ne? Mislim, ampak si prav pisal že svojo avtorsko glasbo takrat? Ja, ampak so bila pa bolj taka, veš, kak bi rekel, poganska, ne? Dosti je bilo na to staro slovansko mitologijo, recimo, ne? Naše korenine, zelo me to zanimalo, ne? Tudi sem se učil tisto venetico, recimo to pisavo, ki bi jo naši predniki veneti in tak dalje, ne? Tudi sem bil zelo ponosen na svoj priimek, ne? Vindiš, ker to po nemško pomeni slovenski, ne? Točno, ja. In take zadeve, ne? Na tem sem zelo gradil, ne, kako naj rečem. Hkrati pa sem zelo gradil na enem takem melanholičnem, težaškem razpoloženju, karakterju. Ne. Ampak to me je v resnici začelo razjedati. Ne. To je bil kot moj imidž. Ne. V resnici pa dejansko nisem bil srečen v tem. Ne. Zdaj tu bi eno stvar sicer rad izpostavil. Ne. Muzika kot taka, zdaj kot celota zapakirana z vsebino vred, ne, je problematična. Ne. Drugače pa jaz ne obsojam samega žanra glasbenega. Ne. Res je, da že sama oblika glasbe sporoča eno ali pa drugo, se pravi lahko bolj agresivna ali pa manj agresivna ali pa bolj nežna. Ne. Ampak še vedno mislim, da glasba je zgolj orodje, ki ga lahko ti porabiš za tak namen ali pa za drug namen. Tako kot nož, lahko ga uporabiš, da si narežeš klobaso ali pa namažeš maslo na kruh, ne. Ali pa tudi nekaj porežeš. Ne, se pravi, hočeš, da ne bi diževi starši zdaj kar avtomatsko razumeli, da če imajo mulca metalca, da je to kar satanistično, pa tako. To hočeš upozoriti. Ni, avtomatsko ni. Ne, in danes tudi v vseh žanrih glasbe najdeš tudi krščanske alternative. Ne. V mojem času takrat ni bilo ne YouTubea, ne teh vseh streaming servisov ali karkoli. Ne. Mi smo takrat fizično CD-je ali pa po katalogih naročali iz Skandinavije ali pa iz Nemčije. Ne. To so bili res drugi časi takrat. Ne. To je zdaj bi rekel, 20 letih en velik preskok. Ne. Ja. Kasneje sem potem zvedel, proti koncu tega mojega metalskega obdobja sem spoznal en avstralski krščanski death metal band, ne, in to je bila revolucija za mene. Ne. Ampak pazi, okej. Pol se ti je pa nekaj zgodilo, ne? To, ne. Ni bilo to, da sem jaz ta band spoznal, ne, ampak dejansko sem jaz v tistem mojem iskanju in bluzenju, v moji melanholiji, sem na enem izmed večernih, sobotnih mladinskih srečanj naenkrat drugače videl eno punco, ki sem jo že videval od malega, veš, mislim, ker smo tam skupaj bili v župniji, starši so bili v bistvu prijatelji, tudi smo si kdaj tako družinsko šli na obisk in tak, ne. Ampak veš, ono, ko nek klik, ko nekoga naenkrat vidiš drugače, ne, in ko punco fant vidi malo drugače, ne, kak bi rekel z drugimi besedami, ko da se zaljubi, ne, mu pade v oči, kakorkoli, ne. Ampak... In to si se zaljubil v bivšo punco? Ja, bivšo punco, ki je danes moja žena. Bravo. Zanimivo je predvsem to, no, zakaj o tem govorim, zaradi tega, ker ona je bila čist kontra meni, ne. Evo, jaz sem opisal, kaki sem bil jaz, ne, ampak ona je bila pa skautinja, ne. Zdaj, jaz sem prepričan, da med gledalci, poslušalci je tudi kar nekaj skautov, ne, ker vedno jih je že med našimi sodelavci so skauti, ne. Meni so šli skauti takrat ful na živce. Jaz sem prav nasprotnik skautov bil, ne. Ker glej, jaz sem opisal, kaki sem bil jaz, ne. Skauti pa se veš, pisano, oblečeni, pojejo, skačejo, derejo se, razumeš, tudi če nimajo dobenega razloga za to, ne. In to je meni šlo blazno na živce, ne. Nasprotno pa seveda sem jaz bil čuden njej, ne, ker je bila pa pač taka vesela pa to, ne. In je bilo prav fascinantno, razumeš, da je ona meni padla v oči, ne. Mi je postala všeč, ne. Sem si želel njene družbe in tudi ona je pristala na moje povabilo, da je šla z mano na sprehod in se potem začela spoznavati z mano, ne. Ker je bilo, zdaj, če prevrtim nazaj, je bilo fascinantno, ne, ker nismo imela enih skupnih točk, čist tak razumsko, človeško, ne, nekih skupnih stvari, ne, tudi kot... Koliko sta bila približno stara takrat?
17 pa 15 ali 17 pa 16 nekaj tajega, oba mladoletna, ne? Ja. Isto, ko mi dva staša. Zelo zgodaj, ja. Zdaj si me spomnil na tvoj en tisti nagovor, oziroma, ne, je problematično na nek način, ne, v tak zgodnih letih začeti resno, ne, in v bistvu obdržati čistost in se dovolj zgodaj tudi odločiti za poroko, ne. In smo tudi mi imela to težavo takrat, ne, še posebej zaradi tega, ker takrat dejansko nismo bili poučeni o teh zadevah, ne. V naši župniji še posebej je bilo drugačno stanje z prejšnjim župnikom. Bi rekel, ene stvari so bile malo bolj relativizirane, ne, da bi zdaj karkoli obsojal, ampak so bile dobre stvari, ampak glede tega recimo smo imeli ene drugačne norme, ne. Ampak, se pravi, v župnijskem življenju si pa tudi v tem metalskem obdobju ves čas sodeloval nekako aktivno. Hvala Bogu, no, glej, me je vleklo, no. Bog me je ves čas vlekel in klical, no. No, in ko smo videli v bistvu z Dominiko se začela spoznavati in začela potem hoditi kot fant in punca po nekaj mesecih, ne, ker me ta punca, moja nekdanja punca ni pustila kar tako blizu, ne. Ni kar pustila, da bi jo poljubil na prvem sprehodu, ne, ali na drugem sprehodu, ne, ker meni je ono, kaj pa zdaj to, veš, ne, ampak svi hvaležno, veš, kak, jaz nisem bil, z nikomer se nisem prej o tem pogovarjal, ne, in mi je bilo ono šok najprej, ne, da me ni spustila blizu, ne, po drugi strani sem pa naenkrat začutil pa res tako vrednost v njej, ker sem videl, ta punca hoče resno, ne, veš, ta punca ni samo, da se vam midva kušnila, pa gremo dalje, pa ne vemo, kaj bo jutri, ne. In dejansko bilo res, ne, mislim, se to ne pomeni, da je bila ravna pot je bila vijugasta skozi vso to obdobje, ne, ampak dejansko s tem, ko smo videli začela to skupno pot, bi res poudaril, da smo res že kot taki mulci, ne, sicer vse si mislimo takrat, da smo pametni, pa da ne vem, kaj že vemo, ne, ampak dejansko smo si pričevalci drug drugemu, no. In ona takrat ni mene, ne spomni se besede, ne, da bi me spreminjati htela, ali da bi jo motila, da sem jaz usnjeno jakno, ali vojaško, ali dolgi lasje, ali karkoli, ne. Ampak jaz sem dejansko začel videti drugačen način življenja, se čuditi nekim stvarem, veš, lepoti življenja in vse to, ne. In sem začel se dejansko spreminjati, videti stvari, k čemu je Bog že prej vabil, ne, pa zaradi tiste moje fokusiranosti na tisto temo v tisti temni glasbi nisem bil zmožen videti dejansko, ne. In tukaj je bil čas res za moj odziv, ne, ali to sprejmem in odgovorim na to, ali ne. Se pravi, ta pot z Dominiko, ko sta začela hoditi, se ti je potem v bistvu zraven pridružila tudi pot vere, ker je ona to tako močno živela, ali kako je točno to bilo? Pa ja, mislim, niso stvari tako črno-bele, ne, veš, pot vere je bila že skozi ves čas, ne, ampak... mislim, znate osebno doživeto, no, tako bom rekel, tako, osebne vere, no, seveda, oprosti. Imaš prav. Ja. Tudi to, da si imel podlago v župnijskem življenju, je bistveno pripomoglo, ne? Tako. Da ne bova preveč sem na to šla, imaš prav. Ja, in na drugi strani tudi, pa ne, da bi zdaj, bi rekel, želel narediti manj vredno to, kar je Dominika takrat živela, ampak ni bilo, da bi ona pa bila tako pobožna, veš, neko tako imela versko ali duhovno prakso ali karkoli, ne. Ena stvar pa je mogoče, ne, ki pa je zopet polagam kot pričevanje na vsem, ki poslušajo, še posebej staršem, ne, molitev za svoje otroke in za njihove partnerje, ne. Namreč, moja tašča, ne, je že od nekdaj molila za svojih hčerki, ne, da bi si dobre može dobila, ne. In molitev je bila uslišana, ne, vidiš? Absolutno, ne. Boljš ne bi mogli biti, vsaj kar se tebe tiče, za Davida ne vem, ampak ja, tudi tam, No, super. Malo šala, ampak ja. Dejansko res, ne, res molitev za svoje otroke in za njihove zakonce. Ali pa njihovo pač v bistvu posvečeno življenje, kakorkoli, ne. Gre za to, no, da v tisti točki, no, so se v meni začele, ko sem začel
se tudi čuditi nekim stvarem in jih drugače videti v življenju, no, sem se začel spraševati tudi glede moje glasbene poti, ne, ker konec konca jaz sem imel v tistem času, tudi če nisem bil več navdušen tako zelo nad tisto muziko, še vedno sem imel band. Moji prijatelji so vsi bili metalci, ne. To je bil moj krog, ne. In tu je bilo treba nekaj narediti s tem, ne, in sem zelo kmalu videl, da za tisto skupino ljudi in na tak način ne morem iti več naprej, ne, ker se ni dalo ne s takim stilom muzike, ne z drugačno vsebino, ne. Jaz sem pa videl, da je se ena taka sprememba v mojem življenju zgodila, pa ne samo to, da sem imel zdaj punco, ne, ampak v meni so se začele v bistvu, kot da je ena svetloba posvetila v mene, ne, na katero sem mogel odgovoriti in to sem želel tudi dati naprej, ne. A je bil kak specifičen trenutek, ali se ti je to postopno dogajalo? Ne, veš, tega se res ne spomnim v tistem obdobju, da bi bil specifičen trenutek, bolj sem to kasneje potem reflektiral nazaj, videl, ne. In takrat sem potem nastale takrat leta 2000 pa 2001 te prve pesmi, Zbudi se, Jezus, recimo te so pesmi, ki tudi na tistem prvem albumu jih čist na koncu najdeš, recimo smo čist kitara, bas pa vokal samo so posnete, so bili čist prvi posnetki na RTV-ju tule v Mariboru, recimo, ne. V bistvu je bil en tak velik switch, ne, če gledaš iz tiste metalskega kričanja, Bogu hvala, da mi je Bog ohranil glas, ne, veš, ali pa ga obnovil, kakorkoli, ne, skozi vse tisto. Potem v eno tako dosti bolj lahkotno, v bistvu svetlo glasbo, ki vabi v življenje, ampak ne samo v življenje in veselje, ampak tudi dejansko življenje v odnosu z Bogom, ne. Ker to so prve pesmi, so že govorile o tem, kaj Jezus meni pomeni in spodbujale poslušalce ljubiti Boga, ljubiti bližnjega, ne. To pomeni prve zapovedi, mislim, največja zapoved, ne, ki jo beremo, ki jo je dal Jezus oziroma že Bog Mojzesu, ne. Tako da mi je to res nekaj neverjetnega, ko nazaj pogledam, ne, bi lahko rekel, en tak switch, ena taka sprememba, s katero bi se komot osramotil, ne. Med svojo bivšo sceno, a ne? Tako, ja, vse verjetno sem se, ampak takrat res mi je bilo malo mara, kako bi rekel, no, mislim, vedel sem, da je to prava pot, no. A ste se že takrat poimenovali kot svetnik, pa odkot ideja za to ime? Ja, smo se kar hitro, ja, v bistvu je začelo se zelo preprosto z eno kitaro, zelo tako staro kitaro v eni sobi, s par pevkami, ali kako naj rečem, no, tudi, se pravi, moja punca pa svakinja, mislim, se pravi, moja žena pa in svakinja zraven in smo začeli dejansko čez teden pri delovniških mašah zraven pet, ne, se nekako uvajati. Gospod župnik nam je v bistvu dal ta prostor tudi, no, bi rekel, da smo se in mi učili in tudi z njim, no, skupaj z njim, no. Vse veš, izbor pesmi, način, pristop, vse te zadeve, ne. In tudi glede imena smo se takrat z njim posvetovali, je pa se mi zdi svetnik nikoli ni bilo mišljeno, zdaj veš, kot nek svetnik na neki, veš, kot kanoniziran konkreten svetnik, ali pa veš, ko vidimo kip nekoga, ne, ki in ti deluje oddaljen v smislu, on je svetnik, mi smo pa grešniki, ne. Ampak vedno ravno ta ideal, da smo mi vsi tisti, ki smo poklicani k svetosti, ne. Bravo. Se pravi, seveda smo grešniki, ne, itak, ne, ampak hkrati pa v nas bi naj prebival in želi prebivati Sveti Duh, ne, in ko se odrekamo sebi in svoji grešnosti, ne, dejansko je vedno vabimo v svoje srce, ne? Tako, je vedno več svetega v nas in to je pot svetosti, ne. Mi smo vsi v bistvu na poti svetosti, jaz verjamem, no, in smo vsi poklicani k temu, da bi bili svetniki, kot nek ideal, kot nek... Ki pa ni brezgrešen, ampak je svet zato, ker v njem prebiva Sveti Duh, ne, se pravi posvečujoča milost, kot pravimo, ne. Tako. Točno to. Hkrati pa v svetopisenskem smislu, kot beremo recimo v Novi zavezi, tam sploh v teh apostolskih pismih, ne, sveti, ali pa tudi razodetju smo v bistvu poimenovani tako, ne? Kristjani, tako je, mi vsi, ne, ki smo zbrani, se pravi v veri v Kristusa. Bravo. Fajn.
Praviš, veš, gospod župnik je bil odprt. Kje si se pa potem ti še malo bolj srečal z tem samim slavljenjem, pa z to, bi rekel, sodobno duhovno ritmično glasbo, ali kakorkoli že to imenujemo? In ali je vaša glasba na začetku že bila slavljenska, ali se je to še mal drugače pa zgodil ta razvoj? Ja, zdaj težko je tu, bi rekel, čist klasificirati, kaj je kaj, in v začetku, ko smo začeli glede tega se pogovarjati, tudi bilo malo slabe volje, v smislu, kaj pa zdaj to nekaj novega, kao boljšega, ne, pa sploh ne gre za to, ne, ampak znotraj krščanske muzike bi lahko rekli, da je ena glasba bolj usmerjena v oznanjevanje, potem recimo je liturgična glasba, ki je prav namenjena za liturgijo, ali pa recimo so prav mašni deli, ne? In je potem recimo ta slavilna glasba, ki ni, bi rekel, toliko strogo liturgična in ni sama za sebe oznanjevalska, ampak je dejansko kot dialog jaz ti, ne? Se pravi, da mi vstopimo v odnos, v komunikacijo z Bogom, se pravi, mi pojemo Bogu, ne? In ja, takrat na začetku zagotovo mi nismo slavilne glasbe igrali, peli, niti po, bi rekel, niti po pristopu, ne po načinu, niti po besedilih. Nekatere pesmi že imajo, bi rekel, to tendenco, ne, da so malo bolj molitvene, večinoma pa ne, no. In bil je zopet en tak poseg bi rekel, božji poseg v nekem trenutku, nepričakovanem trenutku. Bil je en ulični misijon v Ljubljani na Prešercu, in tam smo mi bili povabljeni in igrali. In bilo je res neverjetno, ker smo bili no, po tistem našem špilu, ne, je pristopil do mene neznanec in me povabil, če bi šel z njimi v London na en misijonski dogodek. Ampak zakaj je on mene povabil? Ker je v meni zaznal nek potencial, bi rekel, preroško me videl v slavilni muziki, ne. Jaz nisem imel pojma, kaj je to slavilna muzika, in čist iskreno povedano, on ni imel kaj videti tam, tak čist z očmi ali pa slišati, zaradi tega, ker mi smo bili navaden, kako naj rečem, show band z krščanskimi besedili tam na tistem dogodku, ne. Mislim, to je moja iskrena ocena, ne. Itak, jaz smo bili krščanski band, ne, ampak hočem ti reči to, jaz sem bil takrat v tisti zasedbi edini kristjan v tisti zasedbi takrat tam, ne, ko smo špilali. Bili so odlični glasbeniki z mano, ne, ampak jaz sem bil edini dejansko kristjan, ne. In bil je zopet en tak trenutek, ki je bilo eno povabilo, ne samo od te osebe, ampak če zopet pogledam nazaj, je bilo povabilo od Boga, ne? In se je zopet pričakoval en moj drzen korak, ali grem v to, ali si upam, ali ne, ne? Ni se šlo samo za obisk, turistični obisk Londona, ne? Ja, ja. In seveda smo šli skupaj, ne? To je bil en velik misijonski dogodek v Londonu, Soul in the City, leta 2004, takrat smo mi finalizirali naš prvi album, Kako v 10 dneh postati svetnik. To je bilo v istem letu, si ti predstavljaš, isto poletje, ne? Okay. In takrat sem še sodeloval še pri Stični mladih in to je bilo burno obdobje, ampak dve sporedni stvari, dve realnosti sporedni sta se dogajali, ne? Jaz sem takrat v Londonu v bistvu v živo doživel, ne samo videl preko, ne vem, veš, preko ekrana, ampak osebno doživel slavljenje na ogromnem tako, ja, nivoju, tako, nekaj tisoč mladih, ne, ki so se zjutraj zbrali v enem takem kot cirkuški šotori, so bili v različnih parkih na obrobju mesta, ne. In je zjutraj bilo veliko slavljenje in potem nagovor in potem so bili poslani, dobili so lunch pakete in so bili poslani v bistvu v misijone po mestu. Ali je bilo, to so bile neke delovne akcije, ne, da so šli pomagati, to se je že leto ali dve prej pripravljalo, ne. Veš, kaj bojo dejansko, kje so potrebe, kaj bojo delali, ne. Hkrati pa tudi misijonski dogodki, se pravi kot oznanjevanje, ne. In
Tam praviš, si slavljenje doživel malo na nov način, ne? Ja, Kaj to je? Bili, veš, tudi, to so bili kar neki župnijski bendi, ampak to so bili konkretno, veš, Tim Hughes, Matt Redman, Delirious in tako naprej, ne? Neka imena, ki so že bila v tem, so že imeli izkušnje v tej slavilni muziki in takrat me to zagrablo, da mi je postalo všeč, ne pa toliko, da bi jaz začel to muziko tudi poslušati in to muziko tudi ustvarjati, ne. Okay. Sem rabil nekaj časa, no, da sem se v tem mehčal, da sem to spoznaval, ampak ne gre se za samo muziko, ne, gre se v bistvu za način doživljanja in potem način življenja, ne, kot moj odgovor. No, tu so bili potem naslednji koraki, no, ki so me zopet ti isti ljudje vabili zraven, ne, to niso skriti ljudje, to so v bistvu, če čist navežem vse, kaj se je nadaljevalo, ta naveza. Ste postali prijatelji, a ne? Tako, ja, z Mitjem in Tomažem, ne, ena ta trojica, ki je potem ene par projektov, mislim pa kup drugih ljudi, ne, ampak bi rekel, mi trije smo se kot trojica obdržali skozi vso to obdobje, ne. Prepih, ne, kamp z misijonom, tako, ne? Ja, Prepih, potujoči misijon je bila prvotna ideja, ne, in potem so bili ti kampi z misijonom za mlade, ne, in potem še razni dogodki, slavljenji po Sloveniji in naposled, recimo zdaj v tem obdobju, pa ti Večeri plus, ne, zdaj v sodelovanju z katoliško mladino, recimo zopet v tej navezi. Torej, dejansko, če se zdaj navežem na to, kaj je en tisti preskok, no, jaz sem bil dejansko povabljen v nekaj neznanega, no, in je bilo tudi takrat na prvem kampu zaupana ena taka vloga voditelja slavljenja na tistem kampu, pa jaz v resnici nisem imel sploh izkušnje, veš, jaz nisem doživel slavljenja še pravilno, ne, in mi je bilo to zaupano in tam je bil en tak začetek, ne, tam pa je potem to, kar si ti vprašal prej, ne, če en konkreten trenutek, ne, tam eno večer pred Najsvetejšim, tam pa bil dobeseden klic, ne, v zadnji klopi sem sedel, ne, v tišini in tam pa sem bil dobesedno povabljen in poslan, ne, da naj v tej smeri delam, oziroma da je to moje poslanstvo, no, kakorkoli ne vem zdaj dobesedno o tem, ker je to med mano in njim, ampak tega klica še ni preklical in še vedno vztrajam na tej poti, no, kakorkoli. In v prvi vrsti je to pot mojega slavljenja, mojega odnosa z Gospodom, ne, in ko se sprašujem, ali so te pesmi, ki mi jih daje, namenjene tudi še komu drugemu, ne samo meni, nama, ne, še posebej, ko se je šlo za kakšne recimo malo bolj osebne, recimo v času preizkušnje in tako naprej, ne. Potem tudi vedno Gospod zrihta pot, da te pesmi posnamemo in da pridejo med ljudi, ne. Jaz ti kar povem, da niso samo zate pa zanj, ampak da so bile tudi zame neštetokrat, se vrtiš v avtu non-stop, pa tudi poznamo, a ne. Moj prijatelj, sodelavc, sogovornik v teh oddajah, Aleš Čerinov, ne, on vedno pove, kako je tvoja glasba mu ogromen pomenila v tej bolezni levkemiji, a ne, zdaj glih kar pred letom pa pol. Da ne bova teoretizirala tadej, dej tam le vzadi zagrab kitarco, pa dajmo mi vstopiti v to slavljenje, čist konkretno, zdajle, ta trenutek, kaj praviš? Tako je. Glej, eno stvar bi samo še rekel, da tu pri slavljenju, ne, ne gre se za to, da je to edini način molitve, ali pa da bi jaz ta način molitve preferiral, ker če čist konkretno povem, ne, že v naši družini, jaz se tega zelo močno zavedam, ne, da ni vsem to blizu, ne, in niti ne želim, oziroma ni to moj namen, da bi moralo biti, ne, zdaj oprostite, jaz bom čisto vidi se, da je v živo, ne, si še kitaro poleg malo oglasim. Ti kar zrihte. Torej, v naši družini, čisto konkretno, ne, recimo moja žena Dominika
ima rada sicer to muziko, ne, pa dostikrat reče, da če drugi ne bojo poslušali, da ona pa je vesela, pa rada posluša, da je včasih, ko ne more, ko nima besed, da bi molila, pa si da mojo pesem gor, ne. Ampak, glej, ona, ko sliši 3/4 pesmi, niti cele pesmi ne rabi, ima dovolj, ne. Ne rabi več, ne. Recimo, ta starejši sine, on ima rad čisto druge zvrsti muzike, ne. Ni šanse, da bi slavilno muziko poslušal, ne. Saj lahko, da se še bo to spremenilo, mogoče še bo. Ja. Tako, ja. Nekateri imajo raje recimo Rožni venec, ne, grejo tam na globlje, ne. Nekateri imajo raje, ne vem, Gregorijanski koral, kakorkoli, ne. Torej nekako vidim pa, da je to en tak izraz za današnje generacije, ki čist iz prakse vidim, da ljudje preko tega, s pomočjo tega vstopajo v odnos z Bogom, no. In to je cilj in to je namen, ne? Tako, ja. Ker ne gre se za to, da ali bomo mi slavili, ampak kaj bomo slavili, ne. In en tak fokus, ne, če mi se odločimo, da zdaj smo pa vzeli čas za molitev in za slavljenje, nam pomaga se naravnati v vsakdanu ali pa recimo v tem tednu, nam pomaga, mi potem tudi iz tega črpamo. Seveda mi prinesemo svoje življenje v ta trenutek molitve in slavljenja, ne. Ampak tudi potem iz tega, kar zdaj doživimo tu koncentrirano z Bogom, nesemo tudi v konkretno življenje, ne. In tam živimo to slavljenje, ne. Ta odnos z Bogom, ne. In evo, daj gremo tole. Super. Tole pesem smo napisala z našim Tomažem. Tomaž Kete, zdaj je župnik Most na Soči. On je dostikrat, on je taka poetična duša precej in se je dostikrat zgodilo, da mi je kako idejo poslal za kako pesem in sem jaz zelo hitro dobil potem navdih, da sem jo dejansko še nadaljeval in zaključil en tako pesem, ki smo jo potem posneli. In ena taka je v tvojem imenu. V bistvu govori o vrednosti in pomenu Gospodovega imena in vas res vabim, vsakič, ko zdaj to zapojemo, izrečemo ime Jezus, je že to naša molitev. Ker ime Jezus pomeni Gospod rešuje. Jezus, tvoje ime je sveto, višje kot nebo in zvezde je. Tvoje ime je močno, strah hudobnih je duhov. Jezus, tvoje ime je nežno, milina je neskončna, bližina je skrivnostna. Slavim, ker si rešil me, v tvojem imenu se začel bom in končal. V tvojem imenu dvigam roke, tebe slavim, ker si ti moj Bog. V tvojem imenu se bom delal, dokler mi bilo bo srce. Povabim, da ponavljate za mano. Jezus, Jezus, Jezus. Jezus, tvoje ime je večno, vztraja, ko kraljestva minejo. Tvoje ime je trdno, v stiskah tebe kličemo. O, Jezus.
rešuje. V tvojem imenu dvigam roke, tebe slavim, ker si rešil me. V tvojem imenu se začel, bom in končal. V tvojem imenu dvigam roke, tebe slavim, ker si ti moj Bog. V tvojem imenu se bom delal, dokler mi milo bo srce. Ker sem tvoj, očisti me, odpusti mi. Ker sem tvoj, nikdar se ne izgubim. Ker sem tvoj, v tebi naj živim. Ker sem tvoj, ker sem tvoj, ker sem tvoj. Roke, tebe slavim, ker si rešil me. V tvojem imenu se začel, bom in končal. V tvojem imenu dvigam roke, tebe slavim, ker si ti moj Bog. V tvojem imenu se bom delal, dokler mi bilo bo srce. Sem tvoj. Amen. Amen. Wow. Veš, pri slavilni glasbi oziroma pri tej sodobni krščanski glasbi se mi zdi, da ne vem, imam kar senzor, no. Včasih začutiš, da je kaj sam sproducirano, pa da je vse, da je od zadaj že biznis, ne, sploh v tujini. Tukaj, pri tebi, je pa to odnos, Ja. Jezus. Lej. In tukaj se mi zdi, da je treba skrbeti za to pristnost, ne? Jaz nimam sicer tega senzorja, no, ampak po eni strani razumem tudi, no, da in sem hvaležen, da v nekih primerih tudi je biznis odzadaj, ne, ker da pride do, bi rekel, ene take res dobre produkcije, ne. Mora biti tudi biznis, ne? Neka sredstva so potrebna, ne. Zdaj pa ali ima nekdo odzadaj koristi ali kakorkoli, ne. Vsaj to, da imajo nekateri, recimo ti avtori, tudi mnogi krščanski avtori, ki smo jih mi velikokrat prevajali, ne, imajo tudi že čisto iz avtorskih pravic, se pravi iz teh nadomestil za avtorske pa izvajalske pravice, že to jim je za preživetje, ne. In hvala Bogu, jaz sem v bistvu vesel, ko to slišim, ne da bi jim zavidal, ne, pač v Sloveniji je situacija drugačna, ne, pač Slovenija je že po svoje manjša, ne, in tako, mislim, veš, takoj, ko si v angleškem jeziku, si lahko reš po vsem svetu, ne. Seveda. Ampak v prvi vrsti, glej, mora biti to tvoj klic, ne. Ja. In jaz osebno ne slišim tega klica, da bi moral iti v angleščino in po vsem svetu, ne. Ja. Tako da ni to moja stvar, no. Fajn. Veš, kaj sem hotel reči? Prej si omenil preizkušnjo, ne. Tebe je zadela leta 2017, čeprav vem, bo zelo 4 leta. Ja. Mava pa isto, ne. Mene pa 11, ne. Krtenica naj jo je izdala in so oba operiranca, ne. Ja. Povej malo, kako si ti doživljal ta čas. Se meni je bilo zanimivo, ker takrat, ne vem, ali takrat mi da nismo bila toliko v stiku, ali ti nisi toliko o tem govoril, no. Ampak slišala pa so se, ko te je zagrabili, to se pa spomnim, da so se pogovarjala, no. Neko je tebe zagrabilo takrat, ne, vse smo bila takrat. Ja. Takrat pa le, ja, takrat sem pa jaz šel čist... Ja. Se jaz tudi, ne. Pol leta, ne, sem bil marot, ne.
Ja, jaz še več, ker sem dolgo rabil, da sem potem v bistvu v akciji zopet prišel, sem avto vozil pa vse te zadeve. Ampak v bistvu je bilo tako, no v prvi vrsti takrat itak jaz nisem pričakoval, sem mislil pač, da me je štihnilo zopet, ne, in pač malo odležal, ne. Pa se nisem mogel pobrati, ne, in je potem magnetna resonanca pokazala, da bo potrebna operacija, ne. In to je seveda situacijo čisto spremenilo, ne. Zaradi tega, ker ko prije pa do tega, da ti bo pa nekdo gor odprl, pa tam noter pri živcih štoral, ne, pa prije tudi vprašanje o tem, ne, čakaj malo, ne, zdaj kaj pa, če on tam se malo zmoti, pa ne, pa razumeš, pa jaz ne vem več hodil itd., ne, mislim, za njih, ne, za te nevrokirurge je to pač rutinska operacija, oni jih tam cel dopoldne, cel dan to delajo eno za drugim, recimo, ne. Za mene ni bilo, ne, ko sem o tem razmišljal, ne. Zato, pa če sem mogli takrat malo rokca zatresa, ne. Tako, ja, ne, pa ne zaradi njega, ker bi bil slab, ne, ampak ker v resnici ne moremo zaupati samo v človeka, ne, ker je tudi Božja stvaritev, ne, in to je v Božjih rokah in jaz sem v Božjih rokah in sem se takrat dejansko začel taka težka vprašanja spraševati, veš, je bil duhovni boj, kaj pa, če Bog hoče od mene, da jaz pač ne bom hodil, da bom jaz pač, veš, na postelji ali kakorkoli, ne. In tam je bila ena velika preizkušnja v meni, a sem jaz dejansko pripravljen iti za Jezusom, ne, oziroma, veš, to, ko pač pojem in molim, ne, kam me boš pač poslal, ne, in način, kot me boš poslal, ne. Ali res, ne? Okej, dokler imam jaz fajn kitaro, pa avto, pa gremo špilat okoli, pa to, ne, pa vse ni enostavno, ne, vse je težko vse to usklajevati, pa naporno, pa tak dalje, ne, in kup izzivov, ne. Ampak to ja, ne, to sem pripravljen, ne. Je kaj pa zdaj, če bi Bog od mene želel, da pa jaz obležim, ne, ali pa veš neke take stvari, ne. Sem še vedno pripravljen, Gospod, sprejeti tvojo voljo, ne. In ti slediti in te slaviti v tem, ne. Ja. In tu pa je en tak močen duhovni boj bil v meni, ne, da so res solze tekle in so nastajale pesmi. In so nastajale pesmi tega duhovnega boja in so nastajale pesmi kot molitev za ozdravljenje, ena recimo čisto konkretno, tista Ozdravi me, konkretno v bolnici. In je res ena taka pesem, ki je zelo osebna, pa hkrati za tega, ker je zelo osebna in taka konkretna, sem zelo dosti odzivov oziroma pričevanj konkretnih dobil od ljudi nazaj, niti nisem pričakoval tega, no, od ljudi, koliko jim je pomagala, ne? V podobni situaciji, ne, in postane to tudi njihova molitev, ne, in to je namen te glasbe, ne. Ne samo, da jaz pokažem, kaj sem napisal, ampak da ponudim na razpolago, da postane molitev, ne zgolj kot posnetek, ampak da postane molitev, da stopajo ljudje v odnos z Bogom s pomočjo te glasbe, ne. In sem zelo hvaležen, no, mislim, da večino stvari teh itak ne vidimo, ne, ker Bog dela na skrivnem in hvala Bogu, da dela, ne. Pa tudi, če bi še več tega videli, mogoče bi še bolj prevzetni postajali, ne. To je zopet, ne, naš ego, moj ego je na preizkušnji, ne. Ampak hvala Bogu, no, res aleluja, no, in sem vesel, no, da še naprej Gospod daje, vedno pa daje v nekih takih, bi rekel, nikoli ni lahko, veš, ni takoj pot, ne, veš, zdaj dobiš idejo za pesem, pa da bi imel takoj ekipo, pa finance za to spraviti v live, ne, pa tudi čas, ne, veš, pa ideje, pa vse to, veš. In tu je pri vsaki posamezni pesmi je tak, vidim, da je kar naporna pot priti do nekega cilja, no, ampak vedno znova potem, ko nazaj pogledam, vidim, da je vredno, no. Super. Na tej poti pa je vedno tudi, bi rekel, težava usklajevanja s familijo, ne. To je bilo moje naslednje vprašanje. Glede na to, da govorijo o oddaji Odnosi so zakon, ne? Ja. Koliko zakon so kaj tvoji odnosi, ne? Ker recimo odnos z Bogom pa slaviti pa tako, praviš, ni čisto enostavno, je preizkušnja v zadnji in vse to, ampak če mene vprašaš, to je še zmer lušen, ne? Ja. To je tako, a veš, to je tvoje, mislim, to greš navznoter in doživljaš stvar, ne. Ja. Pa imaš pa tri otročka, ne, pa ženo, pa del, pa vse to, a ne, pač kako kaj to res usklajuješ, kakšna je vaša družinska dinamika zdaj, malo si prej povedal o začetkih vajine skupne poti, kako se pa to zdaj razvija, ali pa sploh pred korono si imel verjetno veliko večernih nastopov,
dogodkov po Sloveniji, kako je kaj Dominika to doživljala, pa tako malo. Ja, veš, kak je bilo prej, je bilo dejansko fizično po Sloveniji, ne? Zdaj pa je večerni Zoom dogodki ali pa neki taki posneti dogodki po Sloveniji, ne? Je pač malo na drugačen način, ne? Ampak se včasih tu zgodi, da je tudi zdaj, ne? Kljub temu, da ostanem doma, je pa večer za večerom so pa neki Zoom dogodki, ne? Tako da kljub temu so izzivi, ne? Glej, ne vem, jaz mislim, da je to je življenjski izziv, ne? To ni stvar, ki bi jo preprosto rekel, ok, zdaj pa imamo to, ne? Vedno znova, ne? Ker se situacija spreminja in predvsem zato, ker vedno znova pridejo neke nepredvidene situacije vmes, ne, veš, zdaj kakorkoli, veš, ali vzameš čist fizično, ali pa tudi dostikrat napadi hudega, takrat zato, ker ko mi delamo za Božje kraljestvo, ne, in seveda slavljenju se ta črni upira, koliko gre, ne, in je težko, ne, ampak hkrati pa v tistem se zavedam, ok, delamo pravo stvar, ne. In se zgodi, da, ne vem, veš, pride, ne vem, pa zboli nekdo, pa tak dalje, ne, in tisto je še posebej težko, ne, recimo sploh pustiti potem, mislim, grem, bi rekel, s slabim občutkom od doma, ne, sem moral iti, ne, dostikrat. Ne znam ti glede tega povedati, ne, recimo to, kako zakon so moji odnosi, to bi moral v bistvu Dominiko vprašati, ne. Okay. Na splošno moram reči, no, mislim, da pa ne vem se zdaj hecal tisto, ona je poročena, ne, jaz sem poročena, ona pa srečna, ali kaj, ampak dejansko jaz sem srečen v zakonu, ne, to ne pomeni, da je vedno vse super in gladko, ne, lahko se iz dneva v dan stvari spremenijo, ker so pač odvisni tudi od osebnega razpoloženja, doživljanja, ne, ampak v osnovi je tu ena naša baza, no, veš, tudi glede, kaj naj rečem, te poti hoje za Jezusom, smo skupaj v tem, veš, nisem sam na tej poti. Tu smo si en drugemu res močna opora, no, tudi pri razločevanju, ne, in tu je recimo ena bistvena stvar pri tem, kako to usklajevati, recimo pri meni, ne, družinsko, službeno, misijonsko dejavnost, ne, časovno, ker to ni delovnik 8 ur od 7 do 3, ne, pa odklopiš, pa si s familijo, ne, to je razvečeno čez cele dneve in včasih še noči, ne, malo tu, malo tam. In se mi zdi, da je bistvena stvar je tu razločevati, kaj so prioritete in kaj je pomembno in manj pomembno. In tudi med dobrimi stvarmi včasih moraš se odločiti, ne, veš. Včasih imamo v igri več dobrih stvari, ne, bi rekel, več dobrih stvari znotraj cerkve, ne. Zdaj pa kaj je boljše. Tako je, ker vsega ne moreš, ne, ker včasih dejansko delaš škodo svoji primarni funkciji, ne, in tako kot je papež rekel, ne, najprej ste očetje, ne. In tega se zavedam, no, in ko mi to škripa, če mi to ne uspeva, no, to usklajevati, in to se seveda najprej vidi v družini, ne, v mojem poslanstvu, ne, ker tam običajno še lahko kaj počaka, ne, ali pa je kaj bolj enostavno izvedeno, čeprav bi jaz rad, da je bolje. Ampak ko začneš škripati v družini, potem je to en alarm za mene, da mi ne uspeva in da moram nekaj spremeniti, ne, in včasih je treba pač tudi kakšne korenite spremembe narediti v konkretni situaciji in pa tudi na dolgi rok, ne. Ampak to je vedno znova, iz dneva v dan, no. Glede teh prioritet in pomembnih stvari in kam me dejansko Gospod kliče, zato ker jaz si ne organiziram sam dogodkov, pa kličem okoli, kaj bi mi lahko prišli tja špilat, voditi Slovenijo, nekaj, ampak dejansko, kjer nas vabijo, ne, in to je za mene potencialni klic od Boga in presojam, ali smo tja dejansko poklicani ali ne. Poklicani ali ne. In glede tega, recimo, mi je tudi en dober partner, draga moja žena, no, res. In je to zelo dragoceno, no. Super. Drugače pa z Dominiko v bistvu tudi res dokaj redno gradita odnose, tudi predižno, se mi zdi zadnja leta še bolj, ne? Sta bila tudi na seminarjih še po tistem temeljnem, ne? Pa zadnjih letih tudi v zakonski skupini, ne? Res je. Imate tle eno fajn ekipo okrog Javšev izbrano tle okoli Rač, ne? Ja, veš kaj? Da se kar tako lepo dogaja, eno tako, en tak
center, no, se mi zdi, da se je oblikoval, no, ker je veliko parov, ki pa tudi, ki želite delati na odnosih, no, ki želite delati z Bogom. No. Tako je, to je en poseben žeg, no. Tu se mi zdi, da moramo izpostaviti eno stvar, ne, kako je prišlo do te zakonske skupine. Ne. To je bil en ključen trenutek, je bil naš župnijski misijon. Namreč mi smo zdaj tukaj zbrani zakonci iz župnije, ki smo se že leta poznali, večinoma že leta, nekateri so se sicer kasneje preselili, ampak kljub temu že leta smo skupaj v župniji. Že leta smo se pogovarjali o osnovanju zakonske skupine, že pod prejšnjim župnikom, že pod novim župnikom, pa ni nikoli ratalo iz takih ali drugačnih razlogov. Seveda smo v veliki meri zaslužni sami za to, da ni ratalo, ne? Ampak na župnijskem misijonu smo imeli eno večer pričevalca iz Družine in življenja, ne? Dani in Vilma konkretno, ne? In takrat je tudi, seveda smo bili nagovorjeni, zelo vsi, in je bil tam ponujen seznam za tiste, ki še niso v zakonskih skupinah, pa bi želeli biti, ne? Smo se napisali. No, in iz tistega sta nastali 2 zakonski skupini v naši župniji, ne? In sami taki pari dejansko, ki smo že prej bili tam, ne, pa se nismo znali sami skupaj povezati. No, ampak je bil en tak povod, ampak ne samo zdaj župnijski misijon. Župnijski misijon je en tak dogodek, ki je to sprožil, ne, ampak ključnega pomena, jaz mislim, da je bilo to pričevanje, ne, in se mi zdi ena taka stvar, ki Družina in življenje tudi zdaj ponuja, sicer na drugačen način, ne, na virtualen način, ne. Preko Zooma, ja, e-pričevanja. Tako je, en tak sprožilec, ki naredi nekaj več, to ni samo, da tisto 1 urco ali pol urce poslušaš stvar, ne, ampak te bi rekel spodbudi, ne, za naslednji. Mi pravimo zato, da nekaj ostane, a ne, se pravi v tem okolju, se pravi dediščina je zakonska, oziroma v vašem primeru sta 2 zakonski skupini, a ne. Tako da ja, lej, hvala za to iztočnico, čisto konkretno povabilo, če kdo od vas zdajle, ne, želi organizirati pričevanje, imamo ponudbo več kot 20 parov pričevalcev, ki so pripravljeni se dati na razpolago, povedati svojo zgodbo, preko Zooma se pridružiti v kakršnikoli sredini, ki jo zorganizirate. Pišite na mail marieta@diz.si in se boste konkretno lahko zmenili. Tako da ja, hvala. Res je. Se spomnim tega, ko sta šla takrat tja. Bilo je celo tako, da smo takrat začeli s temi pričevalskimi pari, pa mislim, da je bila Majda pa Robi sta takrat aktivno pritiskala, da bi pa vse en Danja pa Vilmo imeli in poli smo jih rekli, ajde pa naj gresta, ne, čeprav zdaj hočemo še druge povabiti k temu, a ne. In sta potem šla, ja, fajn, hvala Bogu, res. Ja. In je dragoceno, no, čeprav bi rekel čist tak na prijateljski ravni, izven zakonske skupine, se vsaj v naši zakonski skupini nismo toliko osebno povezali, da bi zdaj pa ne vem, kako začeli prijateljevati. Ampak se mi zdi, da ni, veš, da se ne smemo pri tem ustavljati, ne. Ista stvar, ko sem prej rekel za naše bratstvo, tudi če smo na drugem koncu Slovenije, ne. Tako vidim tu eno tako dragocenost, no, vidiva, no, in tudi koliko smo si podelili z ostalimi, da je res dragoceno, da zelo hitro vstopimo, ne, v ta prostor zaupanja in si podelimo tudi neke osebne stvari, ki so v bistvu za moje pojme nepričakovano, veš, ker zgleda, kot da si nismo toliko blizu, ne, ampak je ful dragoceno, veš, vedno znova, ko pričujemo najprej samemu sebi, ne, tudi jaz, ko govorim zdaj to o svojih osebnih izkušnjah, ne, najprej samemu sebi, kaj je Bog v mojem življenju delal, ne, da samega sebe spomnim, ne, in hkrati smo pričevalci drug drugemu, ne, in z svojimi napakami, in z tem, ko povemo, kaj je Bog v našem življenju naredil, ne, smo pričevalci drug drugemu in je res to dragoceno, ne, se mi zdi, ne, toliko enih takih nepričakovanih dobrih izkušnj je že iz zakonske skupine, no. Super. Pa ja, vidi se tudi res, tudi jaz pri sebi vidim in tudi naši ljudje recimo res veliko povejo o tem dajanju naprej, ne, se pravi, da si naravnan tako, da tisto, kar čutiš, ne, kar doživiš, pa tudi, kar ni v redu, predvsem velikrat, kar ni v redu, da ne idealiziramo, ne, da poveš naprej in da si odprt in da s tem omogočiš, da Bog tudi v življenju drugega kaj naredi, ne.
Tako je. In glih predajamo naprej, a ne, je ta naš vsakoletni zdaj bil seminar za voditeljske pare zakonskih skupin, ne. Se mi zdi, da smo nazadnje, oziroma smo sodelovali spet kot Diš, ste bili s skupino Svetnik cel vikend z nami, a ne, v Radencih. To bo zdaj že 2 leti zdaj od tega, ne. Potem zdaj ob 20-letnici Vstičnja, ne. Smo se spet malo bolj povezali in potem, ne, zdaj za tiste, ki ste vztrajali proti koncu, a ne, še ena taka velika najava, a ne. Ja. Ja, ne, Tadej, ti si zdaj že kar, se pravi, to je cela zgodba zase, kako se je to zgodilo, kar bova zdaj povedala, ne, ampak ja, ti si del naše ekipe, zdaj že 1 mesec pa pol, a ne. Tako je, aleluja. Tako da, hvala Bogu, sem zelo, zelo vesel tega, res prinašaš duha in tudi sposobnosti. Konkretno smo te povabili k delu za objave, za urednikovanje spleta, ne? Tako da zdaj tvoje delo. Meta Bevk, ki je bila nekaj časa z nami na mesto Mete Halas, ki je na porodniški, ne? Meta je sprobala, Bevkova pa je rekla, da je luštno, da se imamo radi in tako, ampak da bi rada bila samo mami. To je videla in smo v bistvu vsi nekako res dragoceno, tako no, tukaj čisto konkretno smo vsi videli, kako lahko Bog potencialno konfliktne izkušnje naredi za lepe. In jih je tudi v tem primeru tega nekaj mesečnega sodelovanja za vse nas naredil za lepo izkušnjo in potem po čudežu midva sva se slišala za čisto eno drugo stvar v bistvu, a ne? In se pogovarjala o tem in ti si izkušnje z objavljanjem na spletu že imel tudi nekaj časa dodatnega poleg svojega dela in zdaj sem res vesel, da si lahko z nami kot del ekipe, no. No, tudi jaz. Ja, hvala ti, ful dobro, no. Vendarle pa, a ne, predno zaključiva, kdor se je čutil nagovorjenega, da bi tudi Tadejevo glasbo rad še bolj spoznal, ali pa tudi kakšno drugo slovensko glasbo, kje jo še lahko najde, daj malo naredi še EPP-ja za svoje delo sicer. Torej, najlažje zdaj sploh v tej situaciji, ko so trgovine, so pa niso odprte, je na spletu, torej v spletni trgovini prepihmedia.com. Sicer to je ena precej stara spletna trgovina, ki je potrebna obnove, ampak še ta ni bila referenca, zaradi katere smo te vzeli. Ne. Ampak to so stare reference, ki so dejansko moje reference, ker sem jih sam ustvarjal, no. Ampak, se pravi, tam je in Svetnikova glasba in tudi neke druge glasbe, raznih drugih stvari, recimo, ne vem, neke povezane stvari z krščanstvom, darila, knjige, take zadeve, ne. Tako. Seveda se pa te stvari najde tudi v katoliških prodajalnah, ampak zdaj pač kakšna je zaloga, pa koliko so odprte, ne. Tukaj v Krškem vem, da je odprto pri Metodu. Je zdaj že, ne. Ja. Sem bil včeraj pri njem. No, tako, dober je, Tadej, dajva midva zaključiti z molitvijo v obliki še ene slovenske pesmi, kaj praviš? Pa dajva. Dajva, res. Oziroma tako, no, zdaj ti nisem dal prostora, a je še kakšna zaključna misel, ki bi jo rad pred tem podal, no? Pa veš kaj, ne vem, nisem se na začetku upravičil, no, za moj dialekt. Ne, funflaj, zdaj. No, evo. Ampak vse mislim, da so tisti, ki so me že kdaj slišali, so tako navajeni že, pa kaj bi se pretvarjal, ne. Pa hvala Bogu. Vse me razumete, ne. In vse je, mislim, meni je konkretno zelo fajn, no, tudi zelo imam rad dialekte, tako da sem ga vesel in super. No, ti nisem rekel, da bi moral po ljubljansko govoriti, ne. Ja. Okay. Druga stvar je pa pač to, no, da sem jaz tudi zelo vesel tega sodelovanja z Dižem zdaj na drugačen način, no, ko si omenil prej tisto sodelovanje na seminarju Dajemo naprej, ne, v Radencih, takrat tisto je bilo še v živo, tisto cel vikend, ne. Tam sem tudi jaz bil osebno, bi rekel, toliko nagovorjen in podžgan, ne, z vsebino, ki je bila tam, ne. Sem bil res sem bil vesel, za mene je bilo osebno tudi dar, bi Dominika lahko potrdila, ko sem prihajal domov in je govoril, potem predajal to njej naprej, ne. Sem bil res vesel, da smo vsaj tako sodelovali, da sem lahko bil del tega, kot recimo, da smo mi vodili slavljenje tam, no. In
Da pa je prišlo do tega, no, da je Bog dal to priložnost, da še na drugačne načine sodelujemo, da sem postal del te ekipe, pa je za mene še poseben blagoslov. Seveda bo tu polno nekih izzivov, ker kljub nekaterim kompetencam na določenih tehničnih področjih, ne, imam še pa en kup izzivov, ki se jih pa, seveda so tudi za mene večji izziv, tiste stvari, ki se jih moram navaditi in priučiti, ne. Ampak delati za ekipo, kot je ta trenutna ekipa pri Dižu, mi je predvsem dragoceno to bratstvo, no. Ja. No, tudi z bratstvo in sestrstvo, no, tudi z obojimi, no. In tukaj v resnici tudi je kriterij, no. A veš, poiskali smo človeka, ki ima kaj dajati naprej na tem področju in tudi dejansko tudi nam že prispevaš in daješ, tako da hvala, super. No, aleluja. Hvala Bogu. Ja, v bistvu je kar lepo zrihtal, no, tako. Ja, master zrihtač. V redu, tadej, pejmo v slavljenje, pa se s tem jaz kar poslavljam, se potem ne bomo več videli. Spremljajte te oddaje še naprej, naročite se na Dižev YouTube kanal in se vidimo prihodnjič. Blagoslova, živijo. Hvala Tadej, ker si bil moj gost. Hvala te. Toliko vprašanj, odgovorov manj, na več kot vseh razlogov imam, da te slavim, moj Bog. Moj stvarnik, moj cilj, svetosti si vir, vse se enkrat konča, za te pa ni ovir, le ti si res nad vsem. Viri, tvoja cerkev poje, vate verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo, sveti najsvetejši si, ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Vate verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo, sveti najsvetejši si, ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Izročamo ti veselje, skrbi, sprejmi jih, dobri Bog, v dar od tvojih otrok, ki tebe molimo. Viri tvoja cerkev, to smo mi. Viri tvoja cerkev poje, vate verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo, sveti najsvetejši si, ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Vate verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo, sveti najsvetejši si, ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Tvoje ime je v naša srca, tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime je v naša srca, tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime je v naša srca, tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime je v naša srca, tvoje usmiljenje na nas. Tvoje ime, tvoje usmiljenje, tvoje ime. Vate verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo,
najsvetejši si. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Pa te verujemo, ti edini vreden si, da ti zaupamo, sveti najsvetejši si. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ti si Bog, oblast imaš nad vsem. Ej, vidiš. Zdaj, samo da povem, ne, svetnik, oprosti, daj no, glej. Kaj zdaj imaš? Ja, vsi smo svetniki, ne, vsi smo sveti. A to je zdaj, to gre še v oddajo, to reževa ven, ali to ostane not? Ja, vsi da ostane not, kaj pa. Ok.